Najlepša hvala za ta 4 zanimiva predavanja. Moje prvo vprašanje je drobno in je terminološke narave, drugo je pa bolj vsebinsko in za vse 4 v bistvu. Prvo je pa za 2 izmed 4 referentov. In sicer iz referatov v Gozdarju je bilo očitno, torej dr. Torili in dr. Kovač, da obstajajo različni pogledi o tem, ali je optimalno govoriti o vzdržnosti ali o trajnosti. Pa bi mogoče prosil, če še nam ne Gozdarjem pojasnite, mogoče dr. Torili, zakaj vzdržnost in dr. Kovač, zakaj trajnost. Potem pa drugo vprašanje, ki se pa nanaša na vse 4, je pa, kako bi bilo zdaj optimalno definirati vzdržno ali pa trajnostno gospodarjenje z gozdom na Slovenskem, recimo od leta 1500 okvirno pa do recimo okvirno 1850. Namreč definicija tega vzdržnega ali pa trajnostnega gospodarjenja z gozdom v zgodovini ne more biti povsem enotna kot danes. Ne? Slišali smo, da torej cilj gozdarstva danes je zagotavljati gospodarjenje, ki bo vzdržno, ki upošteva ekosistemski princip in večfunkcijsko gospodarjenje z gozdnimi, večfunkcijsko gospodarjenje z gozdovi. In ravno to vprašanje večfunkcijskih rab gozdov se je tekom zgodovine bistveno spremenilo, se pravi, v času, po katerem sprašujem, recimo od 1500 do 1850, ste imeli velikega mladega gozda, ste imeli velikega mladega panjevca, recimo. Po krajini, to je bilo z ekosistemskega vidika recimo lahko dosti zanimivo, ker ste imeli tako te mlade gozdove kot gozdove v bolj zreli fazi, kar pomeni, da ste imeli v bistvu bolj mozaično pokrajino, to z ekosistemskega vidika verjetno ni bilo tako slabo. Torej, drugačni habitati obstajali so tudi habitati, kakršnih danes ni. In če pogledamo pa sam princip torej človeški pričakovanj od teh gozdov, pa tudi lahko rečemo, da recimo takšni mladi panjevci naprimer so za tisti čas zagotavljali dolgoročno ustrezne količine lesa za kurjavo, recimo in podobno, ker je bil pač prirasten večji, kot je danes v zrelem gozdu. Danes seveda bi bili pogledi na to drugačen, takšno gospodarjenje ne bi bilo ekonomsko smiselno verjetno. Skratka, in tudi če pogledamo same ekosistemske posledice teh nekdanjih rab gozdov, tukaj dejansko ste imeli oboje, ste imeli tako trajnostne, vzdržne rabe, kot tudi dejansko pustošenje gozdov. In težko je tako splošno reči, kaj je vzdržno in kaj ne. Se pravi, recimo, če podamo tako prakso, požigalništvo, obstajale so verjetno tako trajnostne kot netrajnostne prakse pri požigalništvu. Veliko je bilo odvisno od tega, kako dolgi so bili ti požigalniški cikli, kako se je požigalo, kakšne temperature so dosegali ti ognji. Kako dolga je bila ta faza žitne obdelave potem po požigu in podobno. Skratka, tukaj so obstajale trajnostne in netrajnostne ali pa vzdržne in nevzdržne rabe. Skratka, kako bi zdaj to v bistvu trajnostno ali pa vzdržno gospodarjenje definirali za starejša stoletja, ko so bila človeška pričakovanja od gozdov deloma različna, ko je bilo človeško delo drugače vrednoteno, kot je danes, in ko so bile tudi torej povsem drugačne agrarne rabe nujne za preživetje prebivalstva, hkrati pa so imele te različne rabe tudi zelo različne ekosistemske posledice od, recimo kompleksno gledano, zaželenih do neželenih. O vzdržnosti in trajnosti mislimo na isto stvar. Namreč, že stvar zdrži, vendar element vzdržnosti je tudi stalno spreminjanje in uravnovešanje. To je zelo bistveno. Skratka, to zdaj sicer etimološko, grem pa seveda iz nemščine, Nachhalt, Rückhalt, torej tukaj je nekaj in seveda pravilen prevod v druge jezike, sustainability preko latinščine. Zanimivo je, da imajo tudi Hrvati svoj izraz podržljivost. Je zelo blizu, kaj bo pa zdaj rekel gospod, ampak vsi se s tem matrajo. Jaz pri tem nimam težav. Stvar mora zdržati, torej mora se ponavljati, vendar element je stalno spreminjanje, to se pravi uravnovešanje. To se pravi, se vogliamo che tutta rimanga come è, bisogna che tutto cambi. To je veliki italijanski pesnik povedal, pisatelj. Če si še ne ve, kako želimo, da kaj ostane nespremenjeno, potem se stvar mora spremeniti. Ampak v tem spreminjanju je
vzdržnost. Trajnost je pa taka, nemški kolega mi je enkrat rekel, trajna je samo ondulacija, pa še ta z leti popusti. Manj šaljivci so tudi gozdarji. Tako da, jaz bi rekel, da je vzdržnost popoln, to se pravi ekvivalent trajnosti. Trajnost je nekaj, kar traja, kar se ne spreminja. Če malo o tej stvari razmišljaš, res pa je, kot je nemški profesor, moj kolega povedal, da je ta trajnost, pa celo nachhaltigkeit, da je to že kontejnerski pojem, ki je nepotreben. Trajnostno gospodarje z gozdovi ali pa vzdržno pomeni čisto preprosto gospodarjenje z gozdovi. Kajti gospodarjenje z gozdovi je lahko samo pozitivno. Kajti če se kaj poruši, torej ni gospodarno. Tako da jaz pri sebi nimam težav, sem pa obremenjen z jeziki, recimo zlasti z latinščino, grščino, kar me zelo zanima, kajti ti termini zelo veliko povejo. Kajti, da so te termine pogruntali, je veliko ljudi zelo koristno, smotrno razmišljalo. Si predstavljate en tak nemški krog, v katerem sedi Alexander von Humboldt, pa celo Goethe, vsi so imeli kaj zapovedati v tem. Ampak nachhaltigkeit se je držala. Vprašanje jezikoslovja, kako bomo nachhaltigkeit v Slovenijo prevajali. Torej, absolutno so Angleži in romanski jeziki, sustainability, zadevo po mojem mnenju pravilno reši. Sej, v tistem mojemu sestavku, sem torej nič bolj obširen bil. Da mene osebno to več ne moti, ampak težko je govoriti o trajnostnem turizmu, naprimer, ali pa trajnostni mobilnosti, kaj si potem jaz predstavljam, nič. Izraz je nepomemben, izraz je kontejnerski, kot se temu reče. Največkrat tega izraza sploh ni treba uporabljati. Kajti, če nekaj delam zato, da se ne poruši, da vzdrži, da potraja. Element tega trajanja je pa nespremenljivost. Tempora mutatur et post mutamen in illis. Pogledajte tega, da Lampeduso sem že omenil. Veliko je teh modrosti, ki so prestale celo tisočletja. Ne vem, če me pa kaj vprašam, pa ne zelo natančno vprašam, ne znam drugače povedati. Sej kolega Marko je nekako spretno krmaro med vzdržnostjo in trajnostjo, res pa, da se je izraz trajnost preveč udomačila in največkrat je nepotrebno. Če gospodarim z gozdovi, mora biti to gospodarjenje vzdržno. Mi želimo, da ti gozdovi potrajajo, da se njihove funkcije ohranjajo. Zato je tudi recimo sonaravno, torej close to nature ali pa naturna po nemško, je zelo lepo, če govorimo ekosistemsko. Torej, to je zelo pomembno, kajti kaj je ekosistem? Tukaj živalska komponenta, fauna, rastlinska sta v ravnovesju in obe sta v ravnovesju z neživo naravo, torej vzdržujemo se in zelo pametno ali pa zelo lepo se sliši, da mora biti tudi človek del tega ekosistema. Se imamo težave, z medvedi se nekako ne moramo sporazumeti, nekako skušamo živeti, ampak ne gre. Torej, človek bi moral biti v vse večji meri del tega ekosistema. Če ima kdo kaj za vprašati, me nekaj strašno natančno vprašal. Ne znam drugače povedati, lahko po latinsko. Upam, da smo se razumeli. Če ima pa kdo še kakšno vprašanje, jaz mislim, zdaj smo v stanju, da se oba izraza uporabljala. En je pravzaprav nekako zgodovinsko, seveda Hans Karl von Karlowitz je bil pa izjemno izobražen človek. Znal je latinske jezike, torej latinsko, staro grško, nemško in tako naprej. In seveda vzdržnost je temeljni element gozdarstva, gozdarjenja. Mi želimo, da gozd ostane v vseh svojih biodiverziteti in v vseh njegovih funkcijah. Tazga si želimo.
Kot je profesor Anko rekel, ko je Markovič, on je moj sošolca, na nesrečo ga ni več. On je vedno rekel, Slovenci smo srečen, gozdni in lesni narod. Jaz to vedno ponavljam in tudi avtorstvo tega velikega stavka. Ta lepa deželica na sončni strani Alp, z najbolj raznoterim gozdom. Seveda imamo pa v zadnjem času težave, zaradi teh ujem in teh, nekateri ljudje tudi nekritično govorijo o podnebnih spremembah, ampak treba je o posameznih elementih gozda govoriti. Ali pa da je buko, recimo, to sva s kolegom Petrom, buko je ima izjemno široko ekološko amplitudo in jo te podnebne spremembe ne bojo spremenile. Je tako gibčna, bi rekel, plastična. Poglejte, na južni strani Šmarne gore, ki jo vsi poznamo, na Mendolskem Dolomitu, prepeka, nobene vode, čudovit bukov gozd z eno orhidejo, Cephalanterophagetum. Takoj čez greben na drugi strani imamo mezofilno Aruncophagetum, prav tako na Mendolskem Dolomitu, z najboljšo vodo v Sloveniji, polho in studenčko. Če greste na Kras, imate Savenci Phagetum. In da ne govorimo o Abeti Phagetumu, kjer se približno 1000 medvedov čudovito posluši. Imamo pa z njimi malo težave. Tukaj se je pa treba sporazumeti z medvedi. Človek je tudi del ekosistema. In mislim, da je Slovenija v to smer, imamo odlične gozdarske strokovnjake. Tako da, če nisem koga... Mogoče bi sam še na drugo vprašanje doktorja Cvitra, naslovil ga je na vse 4. Torej, kaj je trajnost danes in kaj je bila trajnost leta 1500, oziroma kako se je trajnost spreminjala od 1500 do 1800, kaj so ljudje takrat razumeli pod trajnost in kaj razumemo danes pod trajnost. Da se neki izrazi zrcalijo v preteklost, ko je mogoče takrat sam koncept pomenil nekaj čisto drugega, kot razumemo o tem danes. To bi mogoče... Ne vidim, da vprašanje koncepta, ker koncept je v bistvu Karlovicov, ampak ali so ti rado v bistvu, ali jih lahko označimo na nek način kot trajnost, oziroma kako opredeliti trajnostne rabe, recimo v leta 1500-1800, v primerjavi z današnjim kriterskim obškodom. Poglejte, takrat so razmišljali o trajni proizvodnji lesa. Potem je bilo problem Saška, recimo. Ona je rabila les preprosto za rudniško podporje, potem za drče in še več za metalurške svrhe. Torej, les je trajna proizvodnja lesa. Zato je on tudi rekel, veliki stavek te grozne knjige je, posekamo lesa le toliko, kolikor ga priraste. In to je še zdaj osnovno vodilo. Res pa je, da kdo bolj razmišlja o trajnosti faune, flore ali kaj drugega, kar je. Ampak pred Karlovicem so, po mojem mnenju, razmišljali predvsem o trajni proizvodnji lesa, kajti les je dejansko najbolj pomemben material, ne zato, ker sem jaz gozdar pa lesar, ampak že Rimljani so dogovorili, ligna et materia. Tako da rabe so ga za kurjavo, tako da... Zdaj, če me ne boš pretihal, se ne šel. Jaz bi mogoče samo malo dopolnil to, kar je bilo povedano, mislim, da jasne definicije ni. Ena stvar, pa ena beseda, ki mi je dosti blizu, vsaj jaz pravzaprav veliko več dam na njo, to je uravnoteženost. Se pravi, ta bi bila morda veliko boljši pojem kot pa trajnost ali pa karkoli. To je pri nas prevedeno pa čez besede sustainability in zdaj direktno z angleškega prevoda. Moram pa reči tudi, da v nemškem jeziku je zelo pogosta beseda tudi Dauerwald, se pravi gost, ki traja. In to samo pomeni, morate pa gledati stvar vedno v kontekstu. Jaz bi tudi, če govorim na vaše vprašanje, vsak čas ima svojo zgodbo.
Se pravi, včasih je bil gozd zelo pomemben, potem so druge stvari postale pomembne. Danes govorimo naprimer o ekosistemskih storitvah, nekateri govorijo, da so to nastale leta 80, pa 70, pa millennium zgodbe in tako naprej. To je vse skupaj precej velik natek. Zato, ker o ekosistemskih storitvah recimo so pisali Švicari, ali pa so pisali Francozi, so pisali v severni Italiji. Ne vem, če ste slišali, recimo, mislim, da je bil gospod Marsh. On je prvi knjigo napisal Man and Nature, in sicer to je 1800 pa še nekaj. On je bil ambasador v Turčiji, kasneje pa tudi v Rimu, tam je tudi pokopan. In on je pravzaprav potoval po tem kraškem svetu in se pravi od Turčije pa do Italije, celo na Švedskem se je gibal in tako naprej. In je takrat prvo knjigo napisal, in noter točno o tem govori. On je že takrat razmišljal, recimo, da je voda pomembna se pravi, gozd je pomembna za ohranjanje vode, gozd je pomembna za preprečevanje erozije in tako naprej. Ampak koga je citiral? Citiral je recimo pravzaprav 3/4 avtorjev, ki jih on citira noter kot vir, je bilo Evropejcev. Recimo Marchand, on je bil Javier Marchand, on je bil gozdar v Bernu. Ne vem zdaj točno, katerega leta je bil, potem je bil tudi prvi profesor še na predhodnici ETH za gojenje. In on je že takrat pisal in on je bil kantonalni gozdar v kantonu Bern, se pravi, bil je vrhovni gozdarski inšpektor. In takrat je to spadalo pod notranje ministrstvo gozdarstvo v Švici, ki je ves čas pravzaprav do 20 let nazaj, je bilo pod ministrstvo za notranje zadeve. In on je ministru napisal, da se on ne strinja z nekom, ker je hotel tam gozd posekati, zato ker so ugotovili, da je ena družba kupila del gozda, ampak potem se je tisti potok, v katerem je bilo veliko gozdnih lesnih mlinov in pa tudi drugačnih, to se pravi nekaj je bilo za žagarstvo, se pravi teli mlini, na drugi strani pa tudi to za pridelavo žit oziroma moke, da so vode presahnile in da so se vode, potoki, ki so prej redno bili, spremenili v hudournike. Kar pomeni, da so potem les noter tovorili, pa so potem tiste mline s paro kurili, da so se pa tisti mlini sred gozda vrteli, zato ker vode pa ni bilo več. Ampak on je točno o tem opisal, zakaj je on za prepoved recimo neke sečnja, zato ker je sprožila erozijo, zato ker je sprožala to se pravi viške padavin, zato ker je nekomu odplahnilo kompletno farmo in on poimensko navaja primere iz južne Francije, iz severne Italije. Slovenija ne omenja v tistem času, ampak predvsem tele dele, se pravi severna Alpe, pa tudi verjetno svoje okolje, 500 km je krog vzel in o tem piše. In to je bila kompletna razprava, ki jo lahko šteje. Tako da tudi ekosistemske storitve danes, ki gledamo, recimo, mi pravzaprav iščemo neko ravnotežje. Če bo kdo mislil, da so danes gozdovi v Sloveniji uravnoteženi, v veliki zmoti. Mi imamo danes v Sloveniji tudi za Evropo to velja. Gozdovi v Evropi so zelo zastarani. In tudi te zgodbe o sekvestraciji ogljika, to so pač politični projekti, za katere veliko gozdarjev, jaz sem pravzaprav med njimi, ne morem zdaj za vse druge govoriti, ampak jaz dvomim, da se bo ta zgodba izšla. Zato, ker enostavno v tem smislu, da bo gozd kar naprej sekvestriral, da bo kar naprej ogljik vezal, do tega ne bo prišlo. Na neki točki se potem ustavi, ker imate vi perpetuum mobile, se pravi, da imate in mladovje, pa mladovje preraste v srednje mlad gozd, pa potem v star gozd, pa v zrel gozd in pa potem v gozd, ki propada. To imate cikel. In ta cikel ne more nenehno kar delati, da bo samo nenehno akumuliral vse, se pravi, ogljik, pa ne bo nikoli dol padel. Gozd v Evropi ne more rasti 1000 let. Gozd v Evropi raste 150, 120, 130 let. Res je, da je veliko gozdov, tudi pri nas v Sloveniji ki so stare, recimo Zgornja Pokljuka, pa tudi kam, če greste na Kočevske, kjer so gozdovi, recimo tudi danes drevesa stara 180, tudi 200 let, tudi 250 let, pa 300 let stare macesne boste najdli in tako naprej, kaj dosti že ne vem, mislim, da se Levanič s tem jih išče, če bo kaj najdel, ne vem, ampak ima velike težave s tem. Tako da, bom rekel, ampak to je vseeno, tudi če mi govorimo zdaj o demeziji, recimo, da bi lahko imeli gozdove proizvodno dobo 300 let, da se po 300 letih itak vse sesuje. Tako da, če 300 let ti
ne kolovariš v tem času, se zgodba ne izteče. Ne? In današnja politika pač gre potem na temo, da hoče uravnoteženo zgraditi na temo, da bomo imeli čim več starih dreves, da bomo to lesno maso zadrževali. In na nek način hoče imeti pragost, ampak pragost ne deluje tako. Ne? Pragost deluje, da imate vi vse staro, potem pa tam staro veter polomi, veja pade, potem pride vihar, da se zgodi požar ali karkoli in tam imate potem vi nov vznik. Pragost ni idealna oblika gozda, ki si ga mi predstavljamo. Mislim, laični človek bi rekel, to je nekaj krasnega. Ne? V pragozdu še hoditi ne moreš. Ne? Da ne rečem, da te ubije veja, kaj na te pade. Ampak to so pač zgodbe. Tako da jaz bi rekel, da kontekst je vedno bil v vsakem času in v vsakem prostoru. In to je šlo predvsem zato, da so ljudje iskali ravnotežje. Se pravi, včasih je verjetno iskal ravnotežje morda med neko svinjsko pašo ali pa med recimo pridobivanjem lesa. To je bilo zelo znano tudi v Španiji. Še danes imate tiste njihove pašnike v bistvu, ne? Ali pa recimo, ne vem, Pluto, kako pridobivajo, vmes pasejo, pa tisto, pa vsaki 100 metrov en hrast raste in to so danes prav gojitvene oblike, ne? Da imajo. In pri nas je seveda isto, ne? Tako da jaz bi danes rekel, je ta velik pritisk tudi javnosti, da bi radi imeli pa rekreacijo, pa to. Ne nazadnje bo treba verjetno tako gledati, moja zgodba se vedno, sem bil zadnjič imel tudi eno predavanje, mogoče Peter poslušal, ko sem bil tisto pred dnevi, in sicer prejšnji teden šlo je dejansko tudi za to, recimo z vidika ohranjanja narave so včasih tudi kakšni naši, recimo, drugačni pogledi, ne bom rekel nasprotovanja, ampak recimo različni pogledi, pojavlja se recimo celo zadrževanje, ne vem, gozdov, ne bodo gozdovi bolj debela drevesa, pa bolj stara, pa tako naprej. Ja, saj lahko, ne, plus minus 10-20 let se to da delati, ne, ampak enkrat pride naravna katastrofa, recimo pred parimi leti smo imeli primer, ali pa recimo zdaj še, lahko rečem, 10 let je trajalo v gozdarstvu, da so sanitarne sečne na ravni države znašale 60%. Veste, kaj je to, ko vi sanitarne sečne, da vam narava kroji vaše gospodarjenje. In to je bilo na ravni Slovenije, to ni bilo na ravni, da ne bom rekel, neke lokalne skupnosti. Ne? Recimo na območju Pokljuke je od leta 2005 pa do 2015 odnesel 600 hektarov debeljakov. 600 hektarov zrelih debeljakov, 600 hektarov, to je 6 kvadratnih kilometrov. Teh ni več, to so šli, wipe out. In to se zgodi v eni noči. Ne? Se pravi, najprej ti pride res vihar, potem ti pa še pride lubada. Ne? In v roku ene sezone, praktično, če bi skupaj po mesecih seštel, da imaš tisto jesen, imaš vetrolom, spomladi pa še lubada noter udari, je 12 mesecev in ti si izgubil 600 hektarjev. Tako da te zgodbe niso enostavne. Ne? Tako da današnji gozdovi, recimo glede uravnoteženosti, niso uravnoteženi, to lahko povem, so zastarani, mislim, več je starejših gozdov, imamo velike težave z demografijo, mladih gozdov je praktično 5%, okvirna številka, kako bi mogli imeti mladih gozdov, približno 15% površin bi moralo biti pod mladjem, med 10 in 15. Mi jih imamo 5 ali pa še manj kot 5. Zdaj, ko to preračunate v kvadratne kilometre, se tukaj pogovarjamo o desetinah kvadratnih kilometrov mladega gozda v Sloveniji manjka. To je odgovor na vse, ne? Se pravi, iščete ravnotežje in ves čas se v bistvu gibljete nekje, da skušate to ravnotežje na nek način dosegati. Ne? Je pa zelo pomembno pri iskanju tega ravnotežja, po mojem, to je moje osebno mnenje, iskanje prioritete. Ne? Moje mnenje je vedno bilo, recimo, ko se reče, da imamo med stare gozdove. Ja, ne? Vendar prvo je tisti, ki bo gozd, mora biti habitat v dobri kondiciji. Če bo gozd v dobri kondiciji, potem bomo mi lahko v njega šli. Pa tudi ptiček bo polk je prišel. Ne? Če pa gozd ne bo v dobri kondiciji, potem pa tudi ptič ne bo več tam mesta noter bivati, zato ker bo enkrat prišel vetrolom in bo njegov habitat uničen. Ne? V začetku on lahko kroži, pa malo leta, pa se sprehaja po recimo, kar ima pač tale range, ne? Se pravi njegov habitatni prostor, pa recimo, ne vem, če reče njegov habitat, ampak pač ima neko gibanje, ne? Tistih par kvadratnih kilometrov, kakor se giblje. Levi, recimo v Afriki, so tipični, ker imajo svoje rajone, pa drugega not ne pustijo. Pri nas morda temu ni tako, ampak vsaka žival pač ima tak habitat. In ona znotraj tega prostora, ki se giblje, rabi vse. Rabi mlad gozd za hrano, rabi star gozd, da tam noter spi, rečemo, koliko človek, spalnico,
rabi sanitarije, rabi neko kuhno, veliko skuka, tudi žival to rabi, samo zato je treba zagotavljati vse habitate, tako da pretiravati niti z eno obliko, niti z drugo ni nikoli dobro. In tukaj noter je to optimalizacija ali pa optimizacija teh ravnotežij, seveda tudi potem finančno malo, ampak glavno je to. Tako bi jaz to razumel. Jaz bi še nekaj pripomnil. Torej, mene še zmeraj zanima vzdržnost ali trajnost. Slovenija ima svoj fiskalni svet, ki ga vodi profesor Kračun. On ne bo nikoli o trajnosti govoril, vedno o vzdržnosti. Ko govorimo o pokojninski blagajni, govorimo o njeni vzdržnosti. Ko govorimo o zdravstvenem sistemu, govorimo o njegovi vzdržnosti. Res pa je, da se vzdržnost vzdržuje z dinamičnim vzpostavljanjem raznih ravnovesij, iz katerih tudi sledijo torej, tele razlike v funkciji od gozda, ki jih pričakujemo. Torej, jaz mislim, je zanimivo, torej nikogar še nisem slišal, da bi govoril o trajnosti penzionistične blagajne. To bi bilo fantastično, ampak vzdržnost. In to vzdržujemo na razne načine. In profesor Kračun, če gledate, on dnevno zdaj opozarja našo vlado, da so izdatki večji kot prihodki. Ampak pri zdravstveni pa penzionistični blagajni vedno je vzdržnost. Ko smo pred 2 leti nazaj, oziroma 3 leta nazaj, so prišli do mene kolegi iz Švedske. So pač rekli, da pri njih tam gospodarijo z gozdom v bistvu golo sečno, se pravi težka mehanizacija gre v gozd, podre precejšnje površine, potem pustijo sicer zdaj za sabo posamezna drevesa, gledajo malo recimo na te razne obvodne habitate in tako naprej, ampak popolnoma drugačna zgodba, kot jo imamo mi. In so prišli do nas, da pač pri njih zdaj javnost, se pravi samo gozdarstvo deluje vzdržno, se pravi to, kar oni delajo, bi po njihovem mnenju lahko delali še 100 in 100 let. Ampak pri njih pač pritiska javnost zelo močno, da morajo spremeniti načine, kako delajo. In so prišli pol k nam, da bi pa videli, zakaj pa mi tako, kaj mi tukaj delamo. In dejansko smo prišli do tega, da naši ekosistemi takšnega načina, kot ga imajo oni, enostavno ne vzdržijo. Se pravi, če ti na visokem krasu odpreš cel gozd, je konec. Razen seveda, da bi mi neke izredne vložke dali potem v gozd in pa smo debatirali, da v bistvu gozdarstvo pri nas gleda tako na tla, kot na sam gozd, kot na ekonomski učinek, kot na, malo karikirano rečem, medvedke in ptičke, s tem, da imamo zaplete za to, bi rekel, usklajevanjem vseh teh v bistvu dimenzij in potem smo primorani ponekod malo več česa, drugod več česa drugega. Pri njih je pa druga zgodba. Tam recimo, ko pač vidijo, da so tla postajajo revna, bomo pa gnojili, se ni druge. Pri njih je to legalno, se pravi gnojenje, uporaba fitofarmacevtskih sredstev, česar mi nimamo. Tudi imajo recimo z lubadarjem na Švedskem so zapleti. Zdaj imajo že recimo dve generaciji letno na jugu. Vendar, tako kot so zdaj delali, ne bo šlo, zato ker se temperature dvigujejo in jug Švedske ima že zdaj vrsto let izredne
poletne suše in imajo že zaplete z enim drugim faktorjem, in to je ogenj. Se pravi, veliki zapleti z ognjem, in oni bojo v izogib potrebi po izrednih vložkih za v bistvu obnovo gozda, in to, kar je rekel Marko, ob teh ujmah lahko naenkrat, sploh če je ogenj, recimo če je lubadar, je ta les še relativno v bistvu uporaben, če je pa ogenj, je pa stvar čist druga, se pravi, ti imaš v teh kalamitetah z ognjem, dejansko je les manj, v bistvu zgubiš ti surovino, zgubiš ti gozd, in je potem vložek v to, da spet v bistvu obnoviš ta gozd, je izreden. In tega mi nismo ne vajeni, nismo pripravljeni v bistvu tega delati. Imamo pa zaplet, to pa danes še nismo v bistvu izpostavili, imamo malo mladega gozda, s čimer se popolnoma strinjam, po drugi strani pa premalo vlagamo v gozd v smislu nege, se pravi mlajšega oziroma malo starejšega gozda. To, kar zdaj večinoma sekamo, je staro, ne vem, 100 let, 120 let, 170 let, se pravi, to so te fantje, Hufnagel, pa te takrat rihtali, in zdaj mi to njihovo sekamo, kar bomo pa mi zapustili našim vnukom, pa pravnukom, pa v veliki meri ni čist dobro. Se pravi, mi imamo pa, to smo pa videli, po drugi strani Švedi na nek način preveč vlagajo v gozd, ne uporabljajo dovolj teh naravnih mehanizmov, mi jih pa včasih po drugi strani premalo vlagamo. Se pravi, nimamo te dimenzije, da so dobe v gozdu niso 20 let, 30, ampak so 100 let, 200 let. Tako da je tukaj v resnici, jaz malo tudi v javnosti čutim neko pomanjkanje v bistvu debate, ker to pa jaz zdaj v novi službi, če lahko rečem, na Zavodu za varstvo narave vidim, ko se zgradi gozdna cesta, je interes kar naenkrat za tisti gozda izreden. In so hudi pritiski zaradi časov, v katerih smo. Včasih se tudi kdo izgovori, ne vemo, kaj bo, dajmo zdaj ven dati tisto, kar je, pa da vsaj dobimo nek denar. Tako da tu je treba biti, po moje, zelo moder in neka debata bi mogla biti širša tudi, kaj tudi želimo z našim gozdom. Ker se mi zdi, da odločevalci dostikrat ne vejo. Zaradi tega pride do tega, kar je rekel Marko, da zdaj bomo pa mi, zato da ne bomo teh ogljičnih kuponov preveč plačali, bomo pa zdaj stavili samo na naš gozd, da bo on akumuliral ta višek CO2. Ne more sam gozd nas v bistvu rešiti. Tako da bo naše počutje tudi vzdržno, vas zdaj vabim na kavo.